Spoštovani gledalci in poslušalci podcasta Supermoč, lepo pozdravljeni s terena. Ja, danes podcast Supermoč spet snemamo na terenu in sicer na dogodku, poslovnem dogodku Zdravje 2024. Leitmotiv poslovnega dogodka Zdravje 2024 je vitalen sistem, zdrav človek. Pa poglejmo, kaj pomeni zdravje. V SSKJ-ju lahko preberemo, da je zdravje, navajam, zaklad, največje bogastvo in največja blagodat za človeka. Seveda nekdo z bikovskim zdravjem se te danosti niti ne zaveda in zdravje jemlje za samoumevno. Vsi, ki pa so v zadnjem času denimo ostali brez osebnega zdravnika in jim poleg tega še zdravje šepa, pa to vrstne skrbi še dodatno ogrožajo njegovo zdravje, njegov well-being, njegovo veselje in radost do življenja. Čeprav za zdravim življenjskim slogom, to vemo zdaj pa res že vsi, lahko krepimo in tudi ohranjamo svoje zdravje, je kljub temu nujno, da v Sloveniji rak rano naše družbe, torej javni zdravstveni sistem, okrepimo, negujemo, izboljšamo, pozdravimo. Pa vendarle, če uvodoma obrnem ploščo. Idealiziramo zdravstveni sistem izpred 30 let. Pa če se res spomnimo, kako je bilo takrat, mar si res želimo zdravstveni sistem izpred 30 let? No, to bo nekakšno vodilo za naše sogovornike, ki jih bomo potegnili iz dvorane dogodka medijske hiše Delo Zdravje 2024. Spoštovani gledalci in poslušalci podcasta Supermoč, in v tem trenutku smo prvega iz dvorane poslovnega dogodka Zdravje 2024 potegnili Igorja Zorka. Igor, živjo. Živjo. Za uvod pa, da prebijeva led, se lahko prosim predstaviš? Živjo, moje ime je Igor Zorko, še enkrat. Sem direktor podjetja ZZIDO, ki je IT firma. Drugače sem pa že več let tudi zelo aktiven na Gospodarski zbornici in imam trenutno funkcijo podpredsednika, odgovornega za digitalizacijo, in pa hkrati predsednik Združenja za informatiko in telekomunikacije. Tako da ta gospodarstvo pa IT mi statuje. Igor Zorko, slišala sem tvoje uvodne besede na dogodku Zdravje 2024, ampak predno se posvetim tvojemu razmišljanju, bi te rada vprašala, čez nekaj ur pravzaprav se začne ekonomsko-socialni svet. Leitmotiv je: spremembe so nujne. In 3 pikice. Kaj pričakuješ od današnjega srečanja in kaj je tista tema obravnave? Obravnava se par zakonov ali pa zakonskih predlogov. Dobro je, da imamo skupno debato o tem. To se pravi, da se in delojemalci ali pa sindikati, delodajalci, vlada in ostali deležniki v družbi o tem pogovarjamo. To se pravi zakon o e-zdravju, to se pravi digitalizacija zdravstva, kako naj bi se tega lotili. Potem zakon o medicinskih pripomočkih, ki se zdijo ljudem nepomembni, pa so, ne? Ja. Ker veliko tega rabimo pri poškodbah, pri overenosti in podobno. Ne? In pa tudi novela splošne zakonodaje, o kateri pravzaprav govorimo o zdravstveno varstvo in dostopu do teh zdravstvenih storitev, ki so tudi v medijih najbolj prisotna, tiste ostale dva nista toliko. Tako da kaj jaz pričakujem ali pa kaj bi si želel? Želel bi si, da imamo motivacijo za napredek, to se pravi za spremembe na boljše. To se pravi, ne rečemo, tako je, ker tako mora biti, ampak rečemo, kako bi moglo biti, da bi bilo boljše, in pa da smo pripravljeni, da vsako stvar spremembe, če vidimo, da ne laufa, umaknemo in naredimo nove. Ker pomeni, tako kot se učimo hoditi po stopnicah, stopnica po stopnica, tako bi pravzaprav mogli tudi tle peljati in dialog, kontrolirati na nivoju podatkov, ker pomeni, dajmo prekontrolirati, če nekaj pali. In če je napaka, pravimo, gledajte, vsak dela napake, ne očitati en drugemu, ampak skušati skozi ta proces. Tako da odpreti ljudi, odpreti družbo, odpreti sodelovanje, biti motiviran za to, da se to zgodi. Težka naloga, sploh ker sem slišala 2 besedi, ki v Sloveniji pravzaprav nista najbolj priljudni, in sicer napake in pa spremembe. Ampak vseeno držim pesti, da se zgodba v okviru zdravstvenega sistema, javnega sistema, v tudi sinergiji s privatnim zdravstvenim sistemom vendarle premakne na bolje za vse nas. Leitmotiv ali naslov tokratnega dogodka Zdravje 2024 je vitalen sistem, zdrav človek.
Kako vitalen pa je zdravstveni sistem, kako ga ti osebno kot državljan občutiš? Bom začel s tem, da sistem deluje. To je že dobra novica. Marsikateri evropski državi ne deluje, kaj šele kje drugje. Zavedati se moramo, da poznamo veliko več bolezni, znamo jih diagnosticirati veliko več. Ljudje si želijo več obravnave, tako da v principu mi kot pacienti obremenjujemo sistem. To ni samo nekaj, kar bi prišlo samo po sebi, pa bilo manj zdravnikov, pa tako, ampak je tudi pravzaprav pritisk nas. Nič ne bi plačali, imeli bi vse zastonj. Hkrati ne razmišljamo, ali je on za mano v vrsti mogoče bolj bolan, pa bi jaz, kar pomeni, tle je tudi problem. Potem imamo relativno rigiden sistem upravljanja zdravstva, bolnic, plače, dodatki, kaj je delo, kaj ni delo, koga se nagradi, koga se ne. To so vse stvari iz pred 20, 25, 30 let. Tle nismo v našem javnem sistemu, ne samo zdravstvu, nič naredili pametnega. In še zmeraj ne gledamo kompetenc, ne gledamo upravljenega dela, ne gledamo učinkov, ampak gledamo delovno mesto, 8 ur na dan ali pa 12, pa dodatke. Zato, ker smo imeli enoten plačni sistem, smo vse prevalili na dodatke. In unika imajo dodatke, oni dobro služijo, unika pa ne, pa pač slabše. In to ni model, kako gremo naprej. In mi moramo predvsem, pa še ena stvar je, digitalizacija ali pa ta način, kako to gledamo, mi moramo tle biti ambiciozni. Veliko se je naredil, tle nismo toliko spali na teh področjih, imamo dobre sisteme v posameznih bolnicah, imamo tudi veliko zbranih podatkov glede na druge države, samo uporabljamo jih ne izkoristimo jih za to, da bi sistem boljše deloval. Ampak to tudi zaradi tega, ker če bi točno vedeli, kjeri zdravniki več zaslužijo glede na koliko počnejo, bi bil problem. Če točno vemo, kjer pacient načelno izkorišča sistem, zares pa ga ne rab, bi bil spet problem. Mi najraje, če smo vsi enaki. In tle moramo imeti nek družbeni konsens, da nismo vsi enaki. In da moramo biti kritični do unih, ki se ne ravnajo po pravilih, ampak ta pravila morajo biti jasno zastavljena in definirana. Pravila morajo biti kot monton, v principu, to niso pravila, ki so zapisane, zdaj bomo pa zmeraj na tem stolu sedel. Ampak v principu, da imamo neko spoštovanje do vseh, da pravzaprav priznavamo drugim, da omogočimo drugim, gre za neke vrste modus operandi, kako bomo živeli, kako bomo mi kaj za drugega naredili, ne samo drugi za nas. Že nekaj časa govorimo o sledljivosti, o pretiranih stroških, ki jih zdravstveni sistem poje in ima. Meniš, da bi big data, nove tehnologije, digitalizacija prinesla večjo sledljivost, pa bom kar plastična, da sledimo vsaki igli in da tudi vsako iglo uporabimo, da ne gre kar nekam tja v en dan, bi s tem lahko dosegli večjo agilnost in pa tudi vitkost zdravstvenega sistema, brez škode, seveda, za paciente. Ali odkrivanje osebnih podatkov. Tako. Mi moramo to pogledati iz parih koncev. Zdaj je bilo omenjeno v samem vprašanju, smo pogledali dva različna konca uporabe digitalizacije. Ena stvar, ki je nujna in sploh ne razumem, zakaj se že ni zgodila, je v principu uporaba podatkov in digitalizacije v procesu upravljanja. To se pravi, to je nabavni proces, da kupujemo stvari, nadzorovano, sledljivo in tako naprej, da jih uporabimo. Mi tega v zdravstvenem sistemu ni modernih skladišč, ni moderne sledljivosti artiklov. Zato, ker sem ben da s tem ukvarjati. Zdaj mi je zelo grob, bom rekel, zato, ker je šef zdravnik. Mi nimamo menedžerjev, ki bi vedeli, kaj je materialno poslovanje, kaj je to, kaj je ono, kaj je tretje. In ti moraš upravljati sistem, da pa upravljati bolnico. Ni treba, da si zdravnik, da upravljaš bolnico. Moraš imeti druga znanja. In če bi tle povečali, tudi danes so na prvi okrogli mizi rekli, mi moramo izobraziti zdravstvene delavce o digitalizaciji in poslovnem vodenju in moramo tisti, ki poslovne vodijo ali pa delajo digitalizacijo, izposobiti v zdravstvenih stvarih. In ta del je problem. To se pravi znanje, kako to narediti. Drug pogled je pa pravzaprav sam pogled digitalizacije zdravljenja. To se pravi, da mi dosežemo to, da imamo podatke o pacientih, da lahko izkoristimo, da lahko zdravilo naredimo prav za tega pacienta. Da ni treba 4 tone zdravil nadštancati, pa vsi vse vzamemo, pa vidimo, komu prime,
Zakaj ne bi imeli zdravila za tebe, ker vemo, kakšen si, vemo, kaj rabiš, samo pravzaprav podatke moramo imeti, pa potem, tako kot včasih, ko smo šli v lekarno, pa so zate, so te vprašali, kaj pa stavimo narobe, pa so namešali zelišča, da je bilo. No in zdaj ta zelišča so dan današnji lahko že zdravila. In temu rečemo personalizirana medicina. Točno. Kje najbolj deluje, morda veš? Kako v svetu? Ja. Ali pa katere države so na tem področju zgled? Spomni se, da si omenjal Irsko. Ja, ampak Irska v negativnem smislu. Ja, to je pa res, ja. Irska v negativnem smislu. Irska ima najmanj postelj na prebivalce. Irska ima največji problem z zaposlenimi v zdravstvu. Zato, ker so jih izvozili, predno so lahko sebe zrihtali. No, ampak če pogledamo, jaz mislim, da je cela Evropa gre zelo naprej. Ali pa tudi Amerika, tam je denar. In tam, ki pravzaprav imamo financerje, moramo se zavedati, da ta zdravila vsaj v začetku niso poceni. In te stvari delajo glavno veliki farmacevti, ki se trudijo, da bi ta način tudi znižali. Hkrati imamo pa tudi največ zbranih podatkov. Oni brez podatkov pacientov ne morejo razmešati zdravila za tebe. Kar pomeni, da so razvite države v principu center tega razvoja. Pa jaz ne bom Slovenije dal ven, ker tudi mi smo zbirali za malega Krisa pa za ostale in moramo se zavedati, da takih je pri nas kar veliko. To se pravi, državni sistem financira ogromno tovrstnih zdravljenj. Neverjetno toliko bi mogel, ker verjetno ni za vse denarja, ampak mislim, da smo kar kle nekje, kjer ostali in mislim, da so naši zdravstveni delavci in inštitucije tudi usposobljeni, da to delajo. Mogli bi jeti pa pravzaprav še korak naprej, da pravzaprav vsakega sledimo, da ima vsak to možnost, da pravzaprav skušamo zagotoviti long term program, kako je rekel, prej so rekli, da je to journey. Ne, pa to se pravi, to je pot, ne pa enkratni dogodek. Igor Zorko, glede na to, da prihajaš vendarle iz Gospodarske zbornice Slovenije, kako se dejansko, morda kakšen primer ali podatek, če lahko deliš, kako se zdravje odraža v blaginji, v kondiciji tudi gospodarstva v Sloveniji? Mislim, da je tukaj največja težava. To se pravi, ti lahko zdravstveni sistem kot tak nekako osamiš, pa rečeš, dela dobro, dela slabo in tako. Posledice se vidijo drugje. In trenutno imamo kar v gospodarstvu izjemno veliko težavo v neurejenosti ali pa nerazumevanju, kako naj ta sistem zdravljenja in bolniških in pokrivanja stroškov teče. Rastejo po več kot 10% na leto obseg bolniških odsotnosti. Če pogledamo, smo že pri vrhu vseh, pa če daš podatke na mizo, pa ugotoviš, da v sončnem dnevu, če čez 3 dni praznik, imamo kar naenkrat 40% več bolniških. Kar pomeni, da izkoriščamo to zaposlenje za različne namene, po drugi strani pa tisti, ki bi res rabili skrbo, ne pridejo do skrbe, zato ker jih zasujejo tisti, ki jih ne rabijo. Tako da gospodarstvo je največji financer, posredno in direkten zdravstvenega sistema. Mi smo največji financer privatnega zdravstvenega sistema, zavarovalniški, te specialisti plus in podobne stvari. Tako da, če pogledaš, bi bil tukaj partnership nujen, ker imamo z državo enak interes. Mi bi želeli, da sistem oskrbe zaposlenih in drugih, tudi družinskih članov, gledajte, nam je važno tudi, da so otroci zdravi, zato ker potem je mama lahko se posveti svoje delovnih obveznostim, seveda v mejah normale. Ne govorim, da ne bi smela, ampak hočem reči v mejah normale. In zaradi tega ima gospodarstvo največji interes, da zdravstveni sistem deluje in to ne privatni zdravstveni sistem. Še enkrat poudarjam. Gospodarska zbornica in firme ne zagovarjamo privatnega zdravstvenega sistema in dobičke privatnikov na račun zdravstva. Mi zagovarjamo dobro zdravstveno skrbo, v dobro vseh zaposlenih in v dobro organizaciji, ker organizacije smo samo še ljudje. Včasih je bila organizacija ali pa firma, hiša, proizvodna, zdaj smo samo še ljudje. In mi vlagamo samo ljudi. Firme, ki dobro delajo, vlagajo ljudi in si želijo, da bi ljudje dobro delali, da bi bili zdravi, bili zadovoljni, da bi imeli vse bonitete, ki iz tega slovenskega ekosistema izhajajo. In če tega ne bo, gre v tujino. Igor Zorko, izven etra sva se pogovarjala malce tudi o prihodnosti, oba sva starša in v tem trenutku sem tudi mamica bolnega otroka, ki ostaja žal v tem trenutku sam, ker imam službene obveznosti. Skratka, neugodne situacije. To so življenjske situacije in mnogo hujše imajo tudi ljudje. Pa me zanima, v kakšno prihodnost, v kakšen jutri bomo nekako
vrgli naše potomce, naše otroke, kakšno pot jim tlakujemo? Bodo imeli še zdravstvene storitve na dosegu roke, ali bo pravzaprav zdravje le še privilegij elit in najbogatejših? Kaj meniš? Jaz upam, da te spremembe, da bi elitizirali dostop do zdravstvenih storitev, se mi zdi nekaj nepojemljivega. Ja. In tudi pričakovanje, da samo zato, ker sem, nepogrešljiv, da moram biti pa neizmerno veliko plačan, se mi tudi nekaj zdi nepojemljivega. Da ne bom zdaj točno naslavljal. Po drugi strani moramo pa mi otrokom povedati, da imajo besedo. In da moramo jim to dati v zibelko ali pa jim moramo to omogočiti, ker otroci in vsi se učimo iz primerov. Če mi govorimo o tem, da noben ima besede, če je cel naš medijski sistem sestavljen iz jamranja, kaj naredimo? Če rečemo, da je poklic zdravnika slab, potem ne bomo šli med zdravnike. Če je poklic učitelja problem, pa ne bomo imeli mladih učiteljev. Ker pomeni, mi moramo dati otrokom možnost, da se odločajo. In po mojem, glavne težave je v tem, da pripravimo sistem, ki je agilen, v katerega naši mladi lahko vstopijo, v katerem lahko vsak najde svoj doprinos ali pa tisto, kar lahko on prispeva. Če hočeš biti medicinska sestra, super, glej, to je super. Če hočeš biti, zdravnik, če hočeš biti, nekateri bi radi bili hišniki, drugi bi radi bili IT-ovci v zdravstvu in v drugih sistemih podobno. Mi moramo ta vrata odpreti. Ne smemo zapirati, zato ker smo mi ta stari na teh mestih, ki morajo tam ali nas počakati. Ja. Moramo jih spustiti v sistem, moramo jim omogočiti, da so kvalitetno nagrajeni. Nagrajeni ne pomeni samo plača, pomeni, da mora imeti, če pride iz Murske Sobote, da ima kje zasnovati, da ima izobraževanje, da se ga nauči strenira za to, da tudi zna se odločati, ne samo, da zna pomniti. Tako da jaz mislim, da glavna stvar je, da pravzaprav odpremo vrata mladim, da vstopijo v ta sistem, da se jih posluša in da imajo možnost delati napake v tem sistemu. Napake pa govorimo majhne, ne velike, ampak vsem, da gremo naprej. Brez mladih ne bomo šli naprej. In to tiste napake, ki delajo rast, razvoj in našo boljšo prihodnost. In kot je danes na dogodku Zdravje 2024 omenila ministrica za zdravje, da sicer idealiziramo, nostalgično idealiziramo zdravstveni sistem izpred 30 let, pa vendarle je vprašala zelo retorično, ali bi si ga res želeli. Namreč razvoj v slovenskem zdravstvu je doživel tektonske premike, če pomislimo pri uvajanju novih tehnologij, novih pristopov. Namreč mi imamo vendarle vrhunske strokovnjake, samo sistem ne deluje. Ja, ampak če pogledamo sistem kot ne vem, kako postopki tečejo, to je pa tako, kot pred 30 leti. A veste, kaj mislim? Javni sektor je ostal na nivoju leta 1995-2000. No, to pa je tisto, kar boste verjetno danes reševali. Upamo, predvsem upam, da se bomo razumeli, ker recimo jaz mislim, da tudi veliko delodajalcev, veliko sindikatov in veliko inštitucij ne želi sprememb. Če sem jaz, imam tako plačo, če mi ni treba odgovarjati, bom rekel, ne delati, zakaj ne ostane tako, kot je. In branimo eno peščico tistih, ki nočejo delati, namesto da bi imeli sindikati interes, da bi bila boljša delovna mesta z boljšo plačo in za tistih, ki delajo, ne za vse. In jaz mislim, da to je glavna sprememba, ker se moramo zavedati, da nismo vsi isti. Včasih smo imeli vsi službo, pa smo jamrali, da je to socializem. A zdaj, če hočemo nagraditi tiste, ki delajo, pa govorimo pošteno zaslužijo in pošteno delajo, jih pa ne smemo nagraditi, zato ker moramo biti vsi isti, imamo imeti enočen plačni sistem, imamo 2% nagrad, vse ostalo so pa dodatki, ki ne izhajajo iz dela, ampak izhajajo iz delovne dobe. Z česa že izhajajo? Iz tega, če sem bil dežuren ali ne, dežurstvo pišem pa sam. Pa ne govorimo samo o zdravstvu, govorimo overall. In tle moramo doseči spremembe in moramo biti agilni, mora javni sektor v celoti imeti enak način in zakonodajo na področju dela, kot ima privatni sektor. Vsi smo v istem zosu, imamo iste plače, plačujemo iste davke. In zaradi tega, če bi to naredili, pa nima veze z zdravstvenim sistemom, bi pravzaprav rešili 2 ali pa 3 muhe od celotne jate. Tako da nas še čaka nekaj sprememb. Igor Zorko, obilo zdravja, čvrstega zdravja, veliko agilnosti in nepopustljivosti pri zasledovanju ciljev, verjetno tudi naših zanamcev. Naše prihodnosti. Hvala lepa. Hvala vam.
Nadaljujemo z našim podcastom Supermoč, ki ga tokrat postavljamo ob bok poslovnemu dogodku Zdravje 2024, ki ga snemamo in ki ga opravljamo na Gospodarski zbornici Slovenije, seveda pod okriljem medijske hiše Delo. In moja druga sogovornica je priznana zdravnica, in sicer priznana zdravnica doktorica Nada Rotovnik-Kozjek. Prihaja iz oddelka za klinično prehrano na Onkološkem inštitutu v Ljubljani, je ustanoviteljica in vodja ter prihaja tudi Slovenskega združenja za klinično prehrano. Le kdo vas ne pozna, doktorica Nada Rotovnik-Kozjek, dobrodošli v podcastu Supermoč. Hvala lepa za vabilo. Vem, da ste v naglici, vem, da ste tik pred tudi nastopom na našem dogodku Zdravje 2024, pa vendarle, kako zelo zamujamo tisti vlak, ki govori o tem, da je pravzaprav prehrana zdravilo? Zaenkrat se še vedno trudimo, da bi ta vlak ujeli. Z področja klinične prehrane si zdaj zelo prizadevamo, da bi to nekako umestili v zdravstveni sistem, in delno je to že umeščeno preko tega, da je tudi Ministrstvo za zdravje priznalo to zdravstveno dejavnost, tako da zdaj smo v procesu tega, da nekako sistemsko uredimo pogoje in kriterije za delo na tem področju. Kriteriji so izključno strokovni. Tisti, ki ima kvalifikacije iz področja klinične prehrane, ne samo zdravnik, ampak tudi prehranski svetovalci oziroma dietetiki, lahko izvaja to dejavnost v okviru zdravstvenega sistema. Recimo, do sedaj dietetiki še niso del zdravstvenega sistema, so samo sodelavci. Ampak nujno je, da mi končno razumemo, da prehrana, seveda v povezavi s telesno dejavnostjo, omogoča, da vsak posameznik vzame zdravje v svoje roke in da mu omogočimo, da razume in da ve, kako jesti tako, da bo to ustrezalo njegovemu presnovnemu stanju in seveda tudi njegovemu zdravstvenemu stanju. To se ne nanaša samo na bolnike, da ne bo pomote, to se nanaša tudi na zdrave, ki mislim, da morajo razumeti to ključno povezavo med hrano, gibanjem in ugodnimi učinki na svoje zdravje, kajti večinoma bi posameznik pa le rad, če le lahko nekaj naredil tako, da bo živel čim bolj zdravo, aktivno in seveda, da bo imel kvaliteto življenja tudi v starosti. Kar petino ali celo četrtino našega življenja, glede na to, da se daljša življenjska doba, preživi povprečen Evropejec v stanju kroničnih bolezni. Pa gremo na mogoče statistiko ali vaš strokoven uvid. Kako zelo pravzaprav pa je prisotno zdravo gibanje, recimo v slovenski družbi, kako smo zdravo gibanje nekako vzeli kot del nekega osnovnega higienika našega življenja in pa zdrave prehrane. Namreč sama vidim, da pravzaprav na vsakem koraku kot gobe po dežju vznikajo prehranjevalne verige s hitro prehrano. Ja, zdaj, kar se tiče gibanja, jaz mislim, da smo v Sloveniji v zadnjih letih tudi s pomočjo Dela, časopisne hiše Dela in Poleta naredili velik premik v zavesti Slovencev, tako da tisti, ki želijo, se lahko pravzaprav skozi to publikacijo Polet, ki je izhajala, pridobili veliko znanj in usmeritev za gibanje. In dejansko so jih, medtem so se razvile tudi številne športne manifestacije v Sloveniji, na primer Ljubljanski maraton, tudi s pomočjo teh znanj, ki smo jih takrat nekako omogočili, da so prišla do ljudi. Istočasno smo pričeli takrat tudi ozaveščati ljudi o pomenu pravilne prehrane za zdravje in za telesno dejavnost in seveda tudi kot podporne terapije pri kroničnih boleznih. Seveda, na drugi strani gre pa svet svojo pot, industrija prehranjevalna gre svojo pot, ampak jaz mislim, da bi bilo za vse bolje, da bi se tle nekje ujeli in da bi nekako šlo v to smer, da bi ljudje lahko jedli tisto, kar je za njih koristno
Seveda tudi v pogojih sedanjega časa, ki so drugačni, kot so bili naprimer pred 20 leti. V enem izmed intervjujev, oziroma morda celo vašega pisanja za časnik Delo, mislim, da publikacije Polet sem prebrala, da je najbolj optimalno za posameznika 300 minut rekreacije na teden. Menite, da dosega povprečen Slovenec to vrstno raven rekreacije? In podvprašanje, ali ni to morda celo preveč? Namreč slišim, da veliko ljudi izgoreva, se sooča s tem stanjem, bolezenskim stanjem, hudim stanjem, tudi zato, ker stres preveč blažijo z dodatnim stresom na fizično telo, pretirano rekreacijo. Zanima me vaše razmišljanje na to temo. Ja, tu je tako kot vedno v življenju, ne? 300 minut na teden je priporočilo Svetovne zdravstvene organizacije, vzdržljivostne vadbe in še 2-krat na teden vadbo za mišice, za moč. Tako da z priporočilom zdravstvene organizacije ne bomo oporekali. Ja, ne bomo oporekali. Ampak seveda, vedno je potrebna neka mera. Ampak 300 minut na teden bi jaz rekla je minimum. To ni veliko. Če razmislimo, da je vadba tista, ki omogoča z svojimi fiziološkimi učinki osnovno regulacijo naše presnove in tudi telesne mase, kajti debelost je velik problem. Hkrati nam vadba tudi omogoča, da nekako lažje preživimo strese, seveda pa mora biti to v okviru tega, da je to v skladu s tem, kar posameznik zmore in v kakšnih pogojih živi. Seveda tudi, kaj rad počne. Ni treba, da vsi tekamo, pa da vsi kolesarimo. Popolnoma vseeno je, važno je, da se redno gibamo, ne? Doktorica, lahko dava za konec en močan akcent na polje podhranjenosti. Kaj pomeni podhranjenost v času preobilja? In kako ta podhranjenost tudi pri ljudeh, ki imajo težave z težo, vpliva tudi na uspešno zdravljenje pri najhujših pravzaprav boleznih ali poškodbah? Podhranjenost je ena izmed oblik motenj prehranskega stanja in pomeni, da mi ne pokrijemo svojih presnovnih potreb, bodisi zadostno količino energijskih ali drugih hranil, ali pa da z njimi pretiravamo. Skratka, ali smo v plusu ali pa smo v minusu. In potem pride do motnje prehranskega stanja. Tako da motnja prehranskega stanja je pravzaprav tudi debelost, ker je pač jasen prebitek in posledično negativne posledice na zdravje. Če prehransko stanje posameznika ni urejeno, potem je pravzaprav obvladovanje vseh kroničnih bolezni bistveno manj uspešno, ker so potem razgraditveni učinki teh kroničnih bolezni na telo slabše. In ravno kar se bo začel ponovni evropski Malnutrition Week, ki je pravzaprav kar globalni, ker poteka tudi v ZDA, moram reči, da pri nas kar zelo zamujamo z ozaveščanjem ljudi na to temo, ampak razlog je popolnoma enostaven. Nimamo zadosti ljudi, nimamo kapacitet, da bi dodatno še recimo to evropsko kampanjo Malnutrition Week sedaj izvajali tudi v Sloveniji. Doktorica Nada Rotovnik-Kozjek, spremljam vas že vrsto let. Berem vaše intervjuje, vaše kolumne. Gojim resnično brez pretiravanja visoko spoštovanje do vas, do vaše strokovnosti. Pa se vprašam, glede na to, da je eno tako splošno mnenje ali tudi splošna izkušnja Slovencev, da kritiziramo javni zdravstveni sistem, pa obenem imamo v tem sistemu tako vrhunske strokovnjake, kot ste vi in vaši kolegi. Kako se kot zdravnica počutite? Nelagodno? Razumete pravzaprav izkušnjo splošne populacije Slovenije? Je sistem problematičen in ne ljudje, pa vendarle sistem smo ljudje? Kako razmišljate o tem? Pravzaprav to ni moje osebno dojemanje same sebe skozi ta problem. Večinoma je problem tega, da določena strokovna stališča ne prodrejo v medicini ali pa v javnosti, v tem, da ljudje nimajo znanja. In ključni problem večine komunikacij na področju prehrane je neznanje.
ali pa samo prepričanje, da nekaj znaš, kar v resnici ne znaš. Zato je pač velik problem sporočanje teh strokovnih priporočil, zaradi tega, ker je neznanje tako globalno, da ni razumevanja teh strokovnih priporočil. Problem je tudi, da mislim, da trenutno politično stališče vlade ni takšno, da bi na področju prehrane upoštevalo mnenje strokovnjakov. Zdi se, da je trenutno prehrana bolj politična kot pa strokovna stvar v Sloveniji in to zadevno bomo sigurno mogli preseči ta odnos politike do prehrane, kajti gre za zdravje vsakega posameznika. Hvala lepa in vse dobro na vaših poteh. Hvala. Nadaljujemo s podcastom Supermoč, kot rečeno, na dogodku Zdravje 2024 in ob meni nov sogovornik, in sicer iz skupine Better oziroma podjetja Better, našega pokrovitelja, Anže Drolc. Živjo, lepo pozdravljen. Pravzaprav si pravkar končal nastop na odru našega skupnega dogodka Zdravje 2024. Mogoče bi rekla kot en tak wrap-up ali povzetek. Kaj je osnovna poanta letošnjega dogodka in zakaj ste se ga odločili podpreti? Ja, mislim, osnovna poanta, o kateri je bilo nekaj govora do zdaj, pa sledi še ena okrogla miza, je digitalizacija zdravstva, personalizirana medicina, value-based healthcare. To so vse pač trendi, ki so zanimivi tako za Slovenijo in se dogajajo tudi po Evropi in svetu. Želeli smo to podpreti zato, ker so to aktualne teme in je to tudi nekaj, s čimer se Better ukvarja. Predvsem pa zato, ker je to zelo aktualno in relevantno za Slovenijo, da nekako stopi v to smer in začne razvijati rešitve in iskati pristope, kako vse to uvesti v prakso. Ker ni to samo digitalizacija, ampak je tudi delo z ljudmi, kar smo slišali. Spremembe v kulturi, Tako. modusu operandiju, navsezadnje mindsetu. Tako. In je smiselno, da se o tem govori, zato da se čim več deležnikov s tem spozna, da vidijo v bistvu, kaj je sploh možno, in pa tudi, da skozi neke tuje goste, ki jih imamo, da se kaj naučimo od drugih. Hkrati pa ne smemo pozabiti na vse, kar smo v Sloveniji že naredili, in biti na to ponosni. Vprašanje, ki kar kliče samo po sebi, je, če vse te trende ulovimo, jih realiziramo, prenesemo v naš vsakdan, naše delovanje, uresničevanje, kakšne pluse bomo imeli na koncu dneva državljani, državna blagajna in najpomembnejše pacienti? Ja, najprej bi rekel, da bi bilo fino, da nismo samo tisti, ki lovimo trende, ampak smo marsičem lahko tudi tisti, ki kakšen trend postavimo, ali pa Slovenija, ker je razmeroma majhna, lahko postane tudi vzorčna država za veliko stvarmi, ki smo jih do zdaj že uvedli na področju digitalizacije zdravstva in nekih novih modelov zdravljenja. Hkrati pa seveda to prinaša za sabo pol prednosti, tako kot praviš, za, dajmo reči, ne paciente, ampak državljane. Zato, ker tako, kot smo danes slišali na teh okroglih mizah, ne smemo se fokusirati samo na trenutek zdravljenja, ampak na širšo sliko, kako ostajamo zdravi, kako skrbimo zase, tudi če mogoče imamo enkrat kronično bolezen, kako ostanemo zdravi in izven sistema. Tako da v osnovi ključne prednosti vseh teh aktivnosti so v tem, da pomagamo vsem deležnikom pri ozaveščanju, pa tudi zato, da posamezniki ostajamo dalj časa zdravi, oziroma da ko imamo neko bolezen, da ostanemo izven sistema in da imamo neko kakovost življenja. In zdaj tudi danes smo slišali, da najdražje je, ko pacient za neko z bolezenskim stanjem konča v bolnici, sploh če pride do nekega zapleta, to je najdražje za sistem in se tudi nepredvidljivo sistem pač obremenjuje. Tako da je potem tudi pozitivna stran čez vidika financ. Hkrati pa, ker nam kronično manjka tudi medicinskega osebja, ker nam manjka kapacitet, vidimo, da v bistvu ne bo šlo samo na silo to rešiti, ampak je treba uvesti neke sistemske rešitve, nove modele zdravljenja, ki temeljijo bolj na preventivi, na upravljanju kroničnih bolezni. In tukaj je potem tudi vidik digitalizacije zelo pomemben, ker lahko veliko pomaga s tem. In s tem potem lahko upravljamo z pacienti in prebivalstvom, zato se sliši zelo tehnično, pač, da smo vsi skupaj bolj vključeni, ampak da ostajamo doma, da ne rabimo vedno v sistem. In s tem se potem lahko tudi razbremeni v končni fazi medicinsko osebje in pa bolnišnice.
Katera država v tem trenutku je recimo svetu zgled? Sem te slišala, ko si dejal, da si želimo tudi, da smo mi Slovenci trendsetterji, ne samo followerji, pa vendarle v tem trenutku, kdo je recimo en tak, rekla, svetilnik na tem področju? Jaz bom še enkrat rekel, da se vem, da smo slišali, ampak jaz mislim, da Slovenija ima ogromno rešitev, ki jih ne znamo dovolj jasno skomunicirati ali pa nismo dovolj ponosni na to ali pa si ne upamo povedati na glas. Da mislim, da Slovenija lahko postane en tak svetilnik tudi za ostale. Drugače mi je pa zelo všeč, jaz imam predvsem osebno veliko izkušenj iz Anglije. Tam mi je všeč zato, ker ves čas vlagajo v digitalizacijo in v spremembe in se na lastnih napakah učijo. In ko naredijo napake, jih to ne ustavi. Ampak pogleda na nek način, kaj ni šlo v redu, naredijo spremembe in nadaljujejo. Zelo, recimo, mi je bilo blizu tudi na Švedski Karolinska, ki je pač vsi poznamo bolnico, ampak tudi pri njih je recimo trajalo skoraj 10 let, da so se odločili za neke nove korake okrog digitalizacije, da so vstopili stran od tradicionalnega modela, kjer se je pač zanašali na eno rešitev v bolnici, na katero so potem gradili vse, ampak so šli bolj v modularno zasnovo, ki temelji na nivoju odprtih podatkov in okrog tega se bo zdaj gradil ekosistem. Rabili so veliko časa za to, da so razumeli ta nov koncept, da so razumeli, kje so bile težave prej in da so naredili načrt, kako naprej. In mislim, da je to, te primeri kažejo, kaj Slovenija rabi. Se pravi, mi moramo razumeti, kaj danes ne deluje, kje so izzivi in kaj so priložnosti in kaj dela svet in imeti na nek način pogum, da se tudi mi to odločimo. Seveda, ko se enkrat odločiš, ni nujno, da bo vse šlo gladko, moramo pa potem znati tudi to ves čas spremljati, pa prilagajati in ne pol obupati in reči narobe in zaključiti. V javni zdravstveni sistem, o katerem že leta zelo pereče govorimo, razmišljamo, poskušamo reševati, se steka res velik delež pravzaprav proračuna, veliko sredstev, pa vendarle se zdi, da še vedno je prevelik požiralec javnega denarja. Če pomislim samo, kako pravzaprav zasebne klinike spremljajo vsak del njihovega delovanja, zelo na ekonomičen, zelo, bi rekla, gospodinjski, pragmatičen način, zelo lean oziroma vitko, za vsako iglo, za vsako gazo vedo, kdaj je prišla do pacienta, ali je bila uporabljena, ali lahko s temi pristopi, predvsem pristopi novih tehnologij in pomočjo novih tehnologij, dosežemo to vrstno delovanje tudi v velikem sistemu, kot je javni zdravstveni sistem. Ja, ampak jaz ne bi štartal iz vidika digitalizacije. Digitalizacija je lahko pomemben element, ampak smo danes slišali tudi na okroglih mizah, da v bistvu digitalizacija je prepomemben faktor, da bi bil v rokah IT-ja. In pri digitalizaciji je treba vključiti stroko in ljudi, ki delajo v zdravstvenem sistemu. In potem mogoče, če sem še majčkeno bolj provokativen, se ne smemo osredotočiti samo na procese pa delo medicinskih ekip, ampak predvsem na izide z vidika pacienta. Bral sem pred časom eno knjigo, mislim, da je bila naslov Lean in Hospital in Healthcare, kjer v bistvu zelo lepo pove, da če želiš optimizirati procese, se moraš osredotočiti na pacienta. Ker če se osredotočiš na pacienta, poskrbiš, da pacient hitro pride skozi sistem, da odpraviš smeti okrog tega procesa, da izboljšaš izide za pacienta in s tem, ko to dosežeš, boš posledično mogel optimizirati tudi vse te procese znotraj bolnic in tudi delo medicinskih ekip. Ker moramo se zavedati, da ko se lotimo digitalizacije, se moramo najprej vprašati, kaj želimo doseči, kjer problem želimo rešiti ali pa katero nalogo želimo izboljšati ali pa spremeniti. In ne smemo digitalizirati samo trenutnega stanja, ampak se vprašati, kako bi mogel pa proces ali pa nek delovni tok izgledati in potem to optimizirati z določenim ciljem in optimizacijo. Kaj je tisti izid, ki ga želimo doseči? Ker sicer se ti zelo hitro zgodi, da se lotiš digitalizacije in potem narediš nekaj in ne veš, ali si sploh dosegel kakšno stvar, ali je kakšen pozitivni učinek ali ne. Medtem ko če si zastaviš cilje in željene izide, potem lahko v vsakem trenutku spremljaš, ali si na pravi poti ali ne, pa še nekaj drugega. Mogoče lahko ugotoviš, da je rešitev sploh ne rabi neke digitalizacije, ampak jo lahko rešiš z nekimi drugimi ukrepi. Tako da
To je bolj kompleksen primer, ampak če bomo izhajali iz tega, da bomo spremljali izide in za paciente in kaj želimo doseči z posameznimi strokovnjaki v nekem sistemu, bomo potem lahko prišli tudi do tega, da se začne beležiti pa spremljati, kaj se dogaja. Predvsem pa ne smemo se lotiti digitalizacije z namenom, da bomo beležili, koliko gazic pa injekcij smo porabili, ampak kaj želimo doseči. Potem mora pa tisto samo paziti ven iz IT-ja, ki pa beležil z strokovnega vidika. Ne? Torej, če že imamo paciente, kar seveda jih imamo, mislim, da je bil ravno na dogodku izrečen podatek, Paretovo pravilo, da 80% zdravih državljanov lahko pravzaprav pomaga pri okrevanju 20% pacientov. Nekaj podobnega je bilo izrečeno. Torej, fokus je na pacienta, da čim bolj kakovostno pride do svojega zdravja, do okrevanja in tudi seveda z najboljšimi tehnologijami, hitro, učinkovito in pa seveda s čim manj stroški. Je fokus na tem, skozi to prizmo? Ja, do neke mere. Jaz bi še drugače rekel. Treba se zavedati, kako prihaja do obremenitev v zdravstvenem sistemu. In ključno je razumevanje tega, da s tem, ko se prebivalstvo stara, kar se v Sloveniji pa zahodnem svetu dogaja, pomeni, da imamo posamezniki tudi vedno več nekih povezanih kroničnih bolezni. Mislim, da celo 1/5 našega življenja, ob tem, ko se pač dolžina življenja daljša, je pravzaprav podvržena kroničnemu obolenju. Tako. Kar zoperen podatek, mar ne? Ja, ampak po drugi strani se pa da vedno bolj to obvladovati. In tukaj je v bistvo, da preprečujemo oziroma da delamo proaktivno z pacienti, ki imajo neko kronično bolezen ali pa povezane kronične bolezni, da se jih začne gledati in spremljati holistično, se pravi, da nimaš nekih plašnic, ko si v enem sistemu, da se obravnava samo trenutni problem, ampak celovito. In pa da se zavedamo, kaj se z ljudmi, ki imajo neke kronične bolezni, dogaja, ko niso v sistemu. Ker če bomo uspeli preprečiti te neke zaplete in potem obiske v bolnici, se dvigne kakovost življenja, zmanjšal se bo stroške obravnav, pa predvsem za paciente, kar sem zvedel od zdravnikov, je, če ti ujameš nek kritičen dogodek, preden se zgodi, se ga da dovolj hitro in relativno poceni preprečiti z, ne vem, spremenjenim odmerkom, z spremenjenim načinom življenja. Če pa pride do tistega neželenega dogodka, pa pomeni, da tudi velikokrat pacient ne pride več na isti nivo zdravja, kot je bil prej. Tako da je treba tudi na to gledati, kje lahko prihranimo obremenitev sistema in pa tudi stroške, ki so s tem povezani. In to bo zelo ključen faktor, ko bomo pač razmišljali o teh novih modelih zdravstva in vlogi digitalizacije. Če sloniva na tem zadnjem, kar si povedal Anže Drolc iz podjetja Better, bi lahko smatrala, da hodiš redno k svojemu osebnemu zdravniku in visoko ceniš svoje zdravje? Kaj delaš za to, da ga ohranjaš? Ja, to je pa, mislim, da kako se temu reče, človeški faktor. Te lahko povem anekdoto. Vsi smo zelo navdušeni, vemo, kaj bi bilo treba početi, vemo, da je treba redno telovaditi, zdravo jesti. 300 minut plus 2 uri za mišično maso. Je povedala dr. Rotovnik Kozjak. Ja. In tukaj pridemo pa pač do tega, ko se reče, navad in koliko smo vztrajni pri neki stvari. In vemo, da je to težko. Zato, ker ni direktnega vpliva med tvojim počutjem, pa koliko se angažiraš, ker to se ti na dolgi rok pozna. In moraš se zelo zmotivirati, da to počneš. Tako da zdaj vprašala si, kaj jaz delam, se trudim, ampak nikakor ne v taki meri, kot bi verjetno bilo smiselno. Ampak mogoče z vsakim letom, ki ga imam več, dajem tudi več pomena temu. Res je. No ja, sej pravzaprav starostjo tudi postajamo bolj zreli, bolj modri, tako da verjetno bova tistih 300 minut na teden plus 2 uri že ujela slej ko prej. Hvala lepa, Anže, in vse dobro podjetju Better. Ja, hvala. Spoštovani gledalci in poslušalci podcasta Supermoč, v ponos in v veselje mi je, da na dogodku Zdravje 2024 smo pogosto slišali citate mojega sogovornika, ki mu bom dala tudi sama zdaj glavno besedo. In sicer to je primarij magister Dorjan Marušič, doktor medicine in diplomirani inženir iz Zdravstvenega zavoda Celjenje. Tako, direktor in nekdanji zdravstveni minister, ki ga vsi zelo dobro poznamo, ter samostojni svetovalec na področju delovanja zdravstvenih sistemov. Dobrodošli. Prvo vprašanje. Če sva v podcastu Supermoč
Se res supermoč skriva v zdravju? No, zdravje je gotovo ena najbolj pomembnih komponent vsakega posameznika in potem pri integriranju celotne družbe. Zdravje zanesljivo vpliva na gospodarski razcvet oziroma na razvoj, tako da je pomemben dejavnik, seveda žal se tega zavedamo takrat, ko se nas zalomi. Ko se zdravje krha ali pa ko ga izgubimo, takrat se šele zavedamo njegovega pomena. Slišimo veliko pravzaprav ekonomskih učinkov zdrave ali bolane populacije državljanov. Menite, da imamo v tem trenutku zdravstveni sistem, ki lepo odgovarja na izzive sodobnega časa in stanja? No, poglejte, če sledimo definicijam, sami ste omenili, da sem tudi matematik, potem imamo tak sistem, kot si ga zaslužimo oziroma kot ga zgradimo. Namreč zdravstveni sistem je v Sloveniji sestavljen iz približno nekaj nad 2 milijona ljudi, torej vsak prebivalec Slovenije je del zdravstvenega sistema. Eni so zelo visoko postavljeni, ki ga regulirajo, nekateri ga upravljajo, nekateri ga izvajajo, nekateri ga pa koristijo. Tako da lahko rečem, da je samo rezultat delovanja vseh teh deležnikov sistem, kot si ga zaslužimo, kot ustvarimo blaginje, kolikor te blaginje tudi namenimo za zdravstveni sistem in kolikor dopustimo, da se prilagaja izzivom modernega časa. Saj veste, splošna javnost, strokovne javnosti močno kritizirajo učinkovitost zdravstvenega javnega sistema, češ da prevelik delež naših sredstev, torej proračunskih sredstev, se steka tja, pa vendarle nazaj ne dobivamo takšnih storitev in takšnih učinkov, kot pač bi si jih zaslužili. Kakšen je vaš odziv na tako splošno mnenje, splošno kritiko? No, načeloma se vedno poskušam iz te škatle pogleda izločiti in pogledati z razdalje. Dejstvo je, da ima Slovenija zdravstveni sistem nekje v povprečju Evropske unije, sedaj se moramo z njimi primerjati, tako glede zbranih sredstev, tako po nekaterih indikatorjih, ki jih spremljamo. No, je pa res, da Slovenija po nekaterih indikatorjih, recimo umrljivost novorojenčkov, umrljivost za srčno-žilnimi boleznimi in še nekaterimi drugimi, dejansko zelo izstopa in je med vodilnimi, bi rekel v besednem žargonu športnikov olimpijskih iger v območju medalj. Zanimivo je, da je naše mnenje o našem sistemu bistveno slabše, kot ga vidi mednarodni prostor. In marsikatero rešitev nam zavidajo oziroma celo jo prenašajo v svoje okolje. Naj spomnim, da primarna raven, kot je pri nas zastavljena, je nastala v tej regiji in so jo potem evropske države prenesle. Dejstvo je, da teh odkritih, argumentiranih razprav je premalo, in da iz tega premalo zaključimo zato, da bi lahko napredovali. Večinoma smo deležni kritik, izpostavljamo slabe točke namesto dobrih točk. Res pa je, da za zdravstvo namenimo, kolikor pač namenimo, to je še vedno pod 10%, zato bi si želeli seveda bistveno bolj uspešen, ne samo učinkovit sistem, to pomeni, da storitev, ki jo dobimo, bo izvedena na pravem mestu, pri pravem pacientu, po možnosti samo enkrat. Tako da na nek način verjamem v to, da se bo v prihodnosti bolj izpostavlja kakovost opravljenih storitev in da bo to neko vodilo pri spremembah zdravstvenih sistemih. Veliko kritik se steka na polje vprašanja tako imenovanih, slabšalnim izrazom imenovanih dvoživk, torej zdravnikov, ki prehajajo iz javnega v zasebni zdravstveni sektor. Kako močni dežurni krivci so za stanje, v katerem pač smo? No, najhuje je kritizirati rezultat nekih ukrepov iz preteklosti. Tega izraza ne bom ponovil, zato ker prihaja iz živalskega sveta, iz začetku živalske verige. Tudi ogradila sem rekla slabšalno. To vas pohvalim in to veliko več povejo tisti, ki ta izraz uporabljajo. V vsakem primeru zdravstveni sistem potrebuje prave temelje in bi bilo prav, da enkrat Slovence tudi nalijemo čistega vina v smislu, kaj je javno, kaj je zasebno.
Z zadnjo novelo zakona, s spremembo sistema zavarovanja, Slovenija je med vodilnimi državami v evropskem sistemu po javnih sredstvih. Torej, kar zberemo iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, so javna sredstva in ta se zdaj nekako približuje 86%, torej smo med vodilnimi. Torej, dejansko so zdravstvene storitve financirane večinoma iz javnih sredstev, zelo malo iz zasebnih. Kdo to izvaja in kako so ti organizirani, je bilo pa postavljeno v letu 1991, ko smo postali samostojni. Dovoljeno je bilo tudi tako imenovanim zasebnikom oziroma kasneje tistim, ki so dobili koncesijo, delovati v zdravstvenem sistemu. In morda ena od pozitivnih sprememb te vlade je, da je pripoznala, da so tudi tisti, ki imajo koncesijo, del javnega zdravstvenega sistema. Zdaj, če povem zelo preprosto, pacient v Sloveniji, ki pride v ambulanto, kjer se izvaja v javnem zdravstvenem zavodu ali pri koncesionarju, na koncu pridobljene storitve ne plačuje in je seveda zanj storitev iz javnega dobrega. Tako da, kakšen vpliv imajo ti zdravniki in pa kaj se dogaja, je seveda odvisno, bom malo obrnil s ulico, k tistim, ki upravlja sistem, torej bi direktor javnih zdravstvenih zavodov, če se pri njih dejansko to dogaja, da dopustijo odliv iz javnih zdravstvenih zavodov v samoplačniški trg oziroma k samoplačniških ambulantam in to tudi ne izvajajo v svojih zavodih, bi morali najprej njih poklicati. Vemo pa, da je to ena od šibkih točk zdravstvenega sistema, sam sistem upravljanja javnih zdravstvenih zavodov. Tu bi si želel, da je predlog bolj prodoren, da ne nazadnje gre v določenih regijah za največje zaposlovalce in te bi seveda morali upravljati daleč najbolj sposobni in na nek način privabljamo ljudi še vedno z ustreznimi sredstvi, torej finančnimi spodbudami za plačo, tako da bi pričakoval, da bodo tu na nek način se politika izločila iz določanja ali pa imenovanja direktorjev, da bo postalo zakonodajo, da se bo pa tu predvsem izkrilo v sposobnostih z predlogi, kako kakšen zavod izboljšati v smislu uspešnosti in učinkovitosti. Premalo vpisa na medicinsko fakulteto ali medicinske fakultete, premalo družinskih zdravnikov, pediatrov, ljudje ostajajo brez osebnega zdravnika, zdravniki, medicinsko osebje izgoreva na delovnih mestih, interjer znotraj zdravstvenih domov, bolnišnic ne ustreza nekemu sodobnemu interjerju, kjer bi se lahko za en well-being pacienti dobro počutili in ga tudi nekako zasledovali. Je upravičen strah, ki ga nekje bi rekla neka taka poprečna javnost izraža, da se bomo ujutri zbudili, ko bo zdravje le še privilegij najbogatejših in kjer se bo nam zgodila Amerika na tem področju. To so zelo tako pavšalne ocene, pa vendarle želim preveriti, kaj vi menite. Glede na to, da smo v širokem evropskem prostoru, da so se ministri zavezali, kako bodo postavili zdravstvene sisteme, čeprav so ti pripuščeni vsaki članici, da ta strah vsaj v naslednjem srednjeročnem obdobju ni prisoten. Dejstvo pa je, da vkolikor bomo postavljali in ohranjali določene strukture iz preteklosti in bomo rigidni, ne bomo mogli prožno, fleksibilno odgovarjati na izzive, ki so pred nami. Torej, če imamo dejansko enako mrežo izvajalcev, kot smo imeli pred 70-80 leti, če želimo ohraniti popolnoma enake procese, kot smo imeli takrat, oziroma sploh ne uvajati novih, bomo imeli zelo velike probleme pri zagotavljanju celovite integralne oskrbe za državljane. Namreč, eden največjih problemov v Sloveniji je seveda upad rodnosti. Žal to strokovnjaki ne opozarjajo kot enega največjih izzivov za prihodnjih 10, 20, 30 let in seveda ob zmanjševanju rodnosti tudi se zmanjšuje bazen potencialnih medicinskih sester, zdravnikov in vseh ostalih, ki bodo skrbeli za nas. To je po moje glavni problem. Zdaj, koliko je pa optimalno število zdravnikov, medicinskih sester, je pa seveda odvisno tudi od vsega ostalega. Če bomo ohranjali enako število bolnišnic, zdravstvenih domov in vsega ostalega na teh mestih, bomo
potrebovali tudi toliko zdravnikov. Namreč nizko nos, preprost izračun, če želimo imeti neko delovno mesto, delovišče, tako imenovano, ki bo delovalo 24 ur vsak dan, celo leto, potrebujem nekaj več kot 5 zdravnikov za to. Torej, če imamo 100 dežurnih mest v slovenskem prostoru, bomo nabili 500 zdravnikov samo zato, da bodo skrbeli za naše zdravje kontinuirano. Če pa teh več kot 100, ker jih je več, bomo toliko več zdravnikov potrebovali. Pri tem pa je Slovenija bila deležna avtocestnega križa, se digitaliziramo, imamo veliko povezav in če ne bomo dopustili fleksibilnejši ali pa modernejši pristopi, konzultacijo po pametnem telefonu ali pa klic nekoga, da bomo zmanjšali ta priliv, bo seveda prihodnost bolj črna kot pa svetla. Doktor Marušič, menda ne bova zaključila na tem dogodku in ob tem sončnem jesenskem dnevu črno. Ne, gotovo ne, ne smemo. Dajte eno dobro popotnico. Predvsem zato, da mladi, ki ostajajo v Sloveniji, namreč veste, da je beg možganov, sploh mladih, neizmeren in vedno večji, da bodo ostali tukaj med nami. No, kličem vse mlade in malo starejše, naj ostanejo v Sloveniji in pomagajo, da bo Slovenija prva v Evropi in naj presežijo to, da Slovenija bi želela biti druga Švica. Želim, da bi Slovenija bila prva. Hvala lepa. Hvala vam. Vse dobro in ostanite zdravi. Hvala. Spoštovani gledalci in poslušalci podcasta Supermoč, zdaj bova z mojo novo in zadnjo sogovornico postavili piko in sicer, kot veste, snemamo podcast na terenu na Gospodarski zbornici Slovenije in sicer v razmahu dogodka medijske hiše Delo Zdravje 2024. In z menoj je izredna profesorica, doktorica Petra Dušinović-Bonča z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani. Petra, živjo. Živjo. Midve se bova tudi kar tikali. Namreč zelo sem bila vesela, ker so sodelovali tudi znotraj Sveta kapitala in takole se srečujeva, pa so se dogovorili, da bova kar na ti. Tako. Okay. Poslušala sem tvoj nastop na zadnji okrogli mizi dogodka Zdravje 2024 in si postregla kar z zanimivimi podatki, pa bova šle kar na začetek in sicer, da se opredeli morda za naše gledalce in poslušalce vloga ekonomije v zdravstvu. Dejala si, da je ključna. Zakaj? Ja, pravzaprav na več nivojih. Prva stvar je ta, koliko smo zmožni zagotoviti sredstev za to, da so zdravstvene storitve nam vsem na voljo. Mnogokrat slišimo prepričanje, da je denarja za zdravstvo premalo. Jaz vedno opozarjam, da smo po deležu financiranja tekočih izdatkov za zdravstvo pravzaprav primerljivi državam, ki so enako razvite kot mi, tako da jaz z tega vidika ne vidim problema. Se je pa potem, ko zagotovimo sredstva, treba vprašati seveda, kako ta sredstva čim bolj racionalno uporabiti. In vprašanje tega, kaj financiramo, je tu zelo pomembno in dejansko je treba upoštevati tudi kriterije ekonomske upravičenosti. Jaz sem včasih pošalim, da študente že v prvem letniku učimo minimax načelo in ga pogosto ljudje narobe potem razumejo, da želimo s čim manj sredstvi narediti čim več, to se ne da. S tistim, kar imamo, pa moramo biti sposobni seveda zagotoviti čim več. In ta izziv tega odločanja, kaj financiramo in česa ne, je eden velikih izzivov v slovenskem zdravstvu. Kot državljanka, ko rabiš ali ko tvoji svojci potrebujejo zdravniško pomoč, ali si zadovoljna z tem, kar nudijo v Sloveniji? Jaz moram sicer osebno reči, da imam kar veliko srečo, da hvala Bogu trkamo. Še nisem imela prav veliko stikov z zdravstvenim sistemom. Bi pa rekla, da izkušnje, ki sem jih imela, so bile približno take. Ko sem enkrat imela diagnozo ali pa so svojci imeli diagnozo, se mi zdi, da so se stvari lepo speljale, da je pa pot do tja pogosto trnova. In mislim, da imamo v zdravstvenem sistemu en razkorak med tem, kar pravzaprav se na mikroravni dela in tem, kako je zdravstveni sistem organiziran. Ker ko si enkrat pacient, tebe pravzaprav ne zanima zdravstveni sistem, tebe zanima obravnava tvoje specifične bolezni. In če mi pogledamo zdravstveni sistem, je še vedno na nek način silosno organiziran. Se pravi, vse podatke spremljamo, ne vem, za primarno zdravstveno varstvo, za sekundarno zdravstveno varstvo, vemo, koliko plačamo za zdravila, vemo, koliko plačamo za medicinske pripomočke,
ampak mene kot pacienta seveda zanima specifična bolezen. In ta vidik meni malo manjka. Kot pacientu, ko imaš neko diagnozo, je bilo fino od zdravstvenega sistema imeti informacijo, kaj to pomeni. Kateri izvajalci mi lahko nudijo zdravstveno storitve, do katerih medicinskih pripomočkov imam pravico in tako dalje. To je zame kot za uporabnika pomembno. Zame kot ekonomista je pa seveda pomembno to, da vem, kje vse bolezen generira učinke. V smislu neposrednih zdravstvenih izdatkov, ki jih imamo, pa tudi širših družbenih vplivov, ker brez tega v bistvu jaz kot ekonomist niti ne morem podpirati odločanja o tem, kaj je smiselno financirati, česa ne, v kaj je smiselno investirati in ali so te investicije potem tudi upravičene. In v tem kontekstu si tudi na dogodku Zdravje 2024 kar nekako postregla z zanimivimi podatki o tem, kako nas denimo bremeni sladkorna bolezen. Kakšne učinke ima pravzaprav na kondicijo družbe, na naše izdatke, na kondicijo našega proračuna? Ja, sladkorna bolezen, tako kot druge kronične bolezni, seveda vpliva ali pa povzroča neposredne zdravstvene izdatke, ker je treba seveda to bolezen obvladovati. Ampak treba je poznati, kako so ti izdatki sestavljeni. Zdaj, če vzamem samo osnovno obvladovanje sladkorne bolezni, je strošek na pacienta v Sloveniji 520 € na leto. Da je to veliko ali ne, je treba seveda tehtati, ko primerjaš, koliko so stroški zapletov. In če pogledamo zaplete na ledvicah, naprimer, je pa ta zaplet krepko čez 4000 € na paciente. Se pravi, ti moraš najprej že znotraj izdatkov v zdravstvenem sistemu vedeti, kje nastajajo, zato da pravzaprav presojaš, a je smiselno dovolj zgodaj paciente odkrivati, jih seveda poskušati najprej prepričati v drugačen življenjski slog, potem seveda si pomagati tudi s farmakološkimi ukrepi, če druge stvari več ne delujejo. Ampak da te odločitve presojaš, moraš vedeti, koliko seveda te trenutno zapleti stanejo. Povsem drugo vprašanje je pa širši družbeni učinki. In bolezni, kot so rak, srčno-žilne bolezni, imajo velik vpliv na produktivnost našega gospodarstva. In spomnimo, mi veliko krat govorimo o tem, koliko damo za zdravstvo, kar je neposredno povezano s tem, koliko smo gospodarsko moč. Pravzaprav ima gospodarska moč v državi samo dva vira, eno je, koliko nas dela, in eno je, koliko smo produktivni. Tako da treba je poznati tudi izgube produktivnosti, ki nastajajo zaradi bolniškega staleža, prezentizma, prezgodne umrljivosti, prezgodnega upokojevanja. Zelo malo se pogovarjamo sploh o neaktivnosti na trgu dela. Mnogi mladi pravzaprav niti ne stopajo na trg dela in je pogosto razlog tudi bolezen. In to so samo zdaj taki unovčljivi učinki. Kje so šele vprašanja kakovosti življenja pacientov in njihovih svojcev. Pri mnogih boleznih mi povsem zanemarjamo breme, ki ga ima družina zaradi bolezni in pa stroške, ki nastajajo iz tega naslova. Zato se mi zdi pomembno, da tako celostno seveda opazujemo zdravstvo, ker brez tega zelo težko presojamo, ker bodo viri vedno omejeni, kam jih bomo alocirali. Sogovornica na dogodku Zdravje 2024, Nada Rotovnik-Kozjek, je velik akcent dala zdravi prehrani, gibanju, kot najboljši preventivi pravzaprav našega zdravja. Meniš, da so neki učinki, kakšni učinki bi bili, če bi več vlagali v preventivo? Zdaj, jaz težko rečem, kakšni bi bili učinki. Jaz lahko povem, kakšni so možni prihranki. Tem je pa treba seveda tehtati vsak ukrep posebej. Ampak mi imamo trenutno na fakulteti recimo en tak projekt, kjer opazujemo učinke fizične neaktivnosti. In za določene bolezni in za sladkorno bolezen, naprimer, naši rezultati, pa zdaj bom poročala najbolj pesimistične rezultate, ker pri ocenah je treba seveda upoštevati podatke, ki jih imaš na voljo. Pri sladkorni bolezni je tak prihranek na letni ravni skoraj 7 milijonov evrov, pri izbranih srčno-žilnih boleznih skoraj 6 milijonov evrov. Tako da zagotovo seveda je možno prihranke v sistemu generirati, s katerimi ukrepi je pa drugo vprašanje, ker ukrepi pa morajo biti seveda naravnani na ta način, da dejansko spreminjajo obnašanje ljudi. Jaz sem malo izpostavila, da se veliko pogovarjamo o izobraževanju in osveščanju populacije, kar je zagotovo prvi korak, ampak jaz mislim, da je naloga zahtevnejša. Mnogi od nas, če se pogledamo doma, imamo športno opremo in tako naprej, ampak je neuporabljena, kar pomeni, da je bistveno težje doseči spremembo obnašanja pri ljudeh,
kot seveda samo informiranje. In je treba še eno stvar izpostaviti, da pri takšnih preventivnih programih je to res tek na dolge proge, kar vpliva tudi na odločanje, ali bomo te programe financirali. Zakaj? Zato, ker seveda so učinki praviloma čez 20, 30, 40 let, zdaj govorimo o tej primarni preventivi, investicije pa danes. Tako da je odločanje in podpiranje odločitev o tovrstnih programih zahtevnejše kot za neka akutna zdravstvena stanja. Doktorica Petra Dušenovič Bonča, omenila si absentizem, problem absentizma. Ja. Kako pomemben in kako problematičen pa je fenomen absentizma? Ne, prezentizma. Tako. Pravzaprav je tako, spet odvisno od bolezni. Recimo pri migreni študije kažejo, da je prezentizem izrazitejši, da je predstavlja večje breme kot absentizem, kar je zelo povezan seveda z delovnim okoljem. Tudi, pri migreni se celo to zgodi, da pogosto ljudje, ki imajo res hude migrene, izstopijo iz trga dela, zato ker je zelo težko z rednimi, pogostimi bolniškimi odsotnostmi vzdrževati neke normalne odnose tudi na delovnem mestu, hitro lahko pride do konfliktov, tako da se lahko zgodi tudi to. Mi se zelo veliko o absentizmu pogovarjamo v Sloveniji in številka, ki jo v bistvu uporabljamo, je običajno tistih 700 milijonov evrov nadomestil, ki jih mora ZZZS seveda zagotoviti tistim, ki so na staležu. Ampak pozabljamo, da seveda del tega bremena nosijo tudi delodajalci in del ga nosimo pacienti. V večini primerov zaradi bolezni tudi zgubiš 20% svojega dohodka, nadomestilo je na ravni 80%. Tako da, čez palec lahko rečemo, da je breme absentizma 1,4 milijarde, sigurno na letni ravni, ne samo tistih 700 milijonov, kolikor plača ZZZS. Ampak še to je en mali kamenček. Jaz mislim, da je problem prezgodnje umrljivosti pri mnogih kroničnih boleznih večji. Dokazano pri raku, na primer, je ključni izvor izgub produktivnosti prezgodnja umrljivost. Delovna neaktivnost tudi, pa prezgodnje upokojevanje. In ena stvar, ki je tudi posledica tega, da mi zelo silosno gledamo. Mi opazujemo bolniški stalež posebej, upokojitve posebej, ne združujemo teh informacij po boleznih. Kaj se nam pa zgodi, ko sprejemamo ukrepe, ki so fokusirani samo na obvladovanje določenih tipov izgub produktivnosti, se v bistvu samo preoblečejo lahko v drugo obliko. Pri nas je breme absentizma zelo visoko tudi zato, ker mnogi, ki niso več delovno zmožni, ostajajo v bolniškem staležu namesto invalidskih upokojitev, ker so pač nadomestila v tem primeru nižja. In na ta način pravzaprav mi mogoče precenjujemo problem absentizma. In tudi narobe razumemo bolniški stalež. Za tistega, ki je na bolniškem staležu, velja, da še vedno ima neko preostalo delovno zmožnost, da ga je možno vrniti na delo. Ko pa enkrat v bistvu si nezmožen za delo, je pa treba seveda iskati in urejati drugačne statuse pri teh ljudeh. Nesporno pa za večino kroničnih bolezni velja, da so ti posredni stroški večji od neposrednih, ki jih imamo. Samo toliko, da ne bo izgledalo, kot da ne znamo ločiti pravzaprav fenomena absentizma in prezentizma. Kaj pa prezentizem? Je problem? Prezentizem zagotovo pri določenih boleznih je problem, se pa močno izrazi ali pa močneje izrazi, kadar imamo nefleksibilen trg dela, kadar imamo nefleksibilne delodajalce in podobno. Zato, ker velikokrat s kronično boleznijo je možno ohraniti normalno aktivnost, delovno, ampak to seveda pomeni, da moraš imeti, fleksibilnejši delovni čas, recimo. Ustreznejše pogoje. Ustreznejše pogoje, da je tudi lažje morda menjati tip dela, ki ga opravljaš. Tako da velikokrat, kadar ne uvajamo nekih ukrepov, ki omogočajo to vrstne in podpirajo neke take čisto aktivne politike na trgu dela, dodatno, poleg bolezni, prispevamo k problemu izgub produktivnosti. Hvala lepa, da si bila gostja podcasta Supermoč. Kratko, je supermoč v našem zdravju? Zagotovo. Predvsem je pa supermoč v tem, da moramo sami sodelovati in prispevati k tem, da seveda zdravstveni sistem ne obremenjujemo po nepotrebnem. Hvala lepa in srečno. Enako.